Will you put your hands down? Put your head up, play! Lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, čez nekaj minut pa se mi pridruži še Blaž Bertalanič, s katerim sva obdelala dve reprezentančni temi, nogometno in odbojkarsko, torej prvo tekmo nogometne reprezentance v tem oktobrskem reprezentančnem oknu proti Severni Makedoniji in pa uspeh odbojkarske reprezentance na Evropskem prvenstvu, od katerega je zdaj že kakšen teden, vendar sva poskušala ta uspeh uvrstiti tudi v nek širši kontekst slovenskih športnih uspehov, izjemnih uspehov, ki jih nizajo naši športniki. Predtem sem pa jaz vas pripravil eno analizo prve uradne tekme Kristapsa Porzingisa in Luke Dončića v dresu Dallas Mavericksov. Kaj ta tekma pokazala, kaj je povedala, kaj je razkrila, kaj lahko pričakujemo na podlagi te tekme? Sicer ena sama tekma veliko ne pove, nekaj pa vendarle in o tem več v analizi, ki sledi. Preden pa začnem, bi vas pa samo tako kot vedno na hitro zaprosil, če lahko všečkate tale posnetek in tisto, kar je še bolj pomembno, če se lahko naročite na naš YouTube kanal in zraven, poleg ikonce naroči se, kliknete še tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vsakem novem podcastu. Pogosto dobimo vprašanja, kdaj pride novi podcast, kdaj bo objavljen in dobimo ta vprašanja tudi potem, ko so podcasti že objavljeni. Najbolj preprosto pa je seveda, če kliknete to ikono naroči se in zvonček, tako boste takoj obveščeni o vsakem novem podcastu in v naslednjih dneh, tednih jih planiramo celo kopico. Z Blažem recimo sva že posnela eno zanimivo debato in primerjavo med Lamelom Ballom in Luko Dončićem. Lamelom Ballom, za katerega sedaj v Ameriki pravijo, da je naslednji Dončić. Spregovorila sva o tem, zakaj je to skrajno absurdno. Z recimo Markom Križmanom pa sva prav tako že posnela eno zanimivo debato o Miamiju, situaciji v kateri se trenutno nahaja naš zlati kapetan Goran Dragić. Po obeh reprezentančnih tekmah proti Makedoniji in proti Avstriji tudi analiza obeh tekem, tako da cela kopica podcastov v prihodnjih dneh, tednih. Vi pa nam pomagajte s tem, da kliknete ikono naroči se na YouTubeu in zraven še ta zvonček in seveda, da isto storite, da se naročite na naš SoundCloud Sport.info.si kanal, tako kot na YouTube Sport.info.si kanal in na naš iTunes Sport.info.si kanal. Tudi tam smo dosegljivi, povsod se lahko naročite, povsod nas lahko všečkate in ocenite ter pustite kakšen komentar. Vse to nam pomaga pri tem, da smo bolj vidni in na koncu s tem tudi seveda bolj redni pri podcastih. Tako, zdaj pa kot sem dejal, da ne bom zgubljal časa, pojdimo na to analizo sinočne tekme, pa mislim, da je najbolje, da kot iztočno točko, izhodiščno točko te analize uporabim Lukovo izjavo po tekmi, pa je najbolje, da si jo skupaj kar poslušamo in potem bom poskušal iz tega izluščati eno tako smiselno analizo, za katero upam, da ne bo predolga in obenem dovolj zanimiva, pa naj Luka zdaj pove, kaj si misli o prvi tekmi s Kristapsom. It was great, it was a little weird. I didn't play in like 6-7 months, so it was like weird to me to come back again, but I feel great, just it's preseason, our first game together, and I think the team did great, so we just gotta keep going. How did you think he did? He did great, he played 80-90 minutes, scored 18 points, it was great, he's an amazing player, so that's what we need. Ja, Luka je dejal, da je po 7 mesecih brez, kot sam pravi, competitive basketball, torej tekmovalne košarke, organizirane košarke, bil kar malce zarjavel. Namreč potrebno je vedeti, da Luka pravzaprav odkar je začel trenirati košarko, ni imel tako dolge pauze brez tekmovalne košarke, brez tekmovanj, turnirjev. 7 mesecev letos je seveda nekaj, kar bo zanimivo videti, kako bo vplivalo na njegovo igro, ali bo imelo kakšen vpliv, predvsem morda na recimo njegov met. Videli smo po noči, malce zarjavel je bil, zgrešil par lahkih polaganj, par trojk, tudi proste mete, o katerih bom kakšno besedo več kasneje rekel.
Vsekakor pa je Luka že pred samo tekmo tudi povedal, da je nestrpno pričakoval začetek sezone, nestrpno bolj kot navijači. Dejal je, bolj težko čakam to prvo tekmo po tako dolgi pauzi kot sami navijači, bolj težko čakam začetek sezone kot navijači. Seveda pa tudi navijači sami so nestrpno pričakovali začetek sezone in tole prvo skupno tekmo obeh igralcev, ki bi morala pravzaprav se zgoditi že en dan prej. To je tudi ena taka zanimiva stvar, ki se jo morda splača omeniti, namreč Dallas je iz enega meni neznanega razloga za začetek priprav organiziral prvi dve tekmi eno za drugo v 2 dneh, torej back to back, 2 tekmi v 2 dneh in vmes zraven še dolgo potovanje. Tako da je bilo že tako jasno, da na eni od teh 2 tekem Luka ali Porzingis ali pa verjetno oba skupaj ne bosta igrala in na koncu se je pripetilo, da je bila to ta prva tekma, ki pa jo je, in to seveda tudi kaže, kako veliko pričakovanje je ne samo pri nas, ampak po svetu, v Ameriki, kako nestrpno pričakujejo, da bi videli Luko in Kristapsa skupaj na parketu. ESPN je to prvo pripravljalno tekmo celo prenašal na svojemu prvemu programu. In za voljo tega celo, s čimer je seveda razbesnel del navijačev, za voljo prenosa te pripravljalne tekme je celo prestavil prenos finala WNBA, ženske različice NBA lige, prestavil na drugi program ESPN-a, na prvega pa, kot sem dejal, tole prvo pripravljalno tekmo Dallasa, ampak na koncu je Carlisle posedel Kristapsa in posedel Luko in s tem še dodatno razbesnel navijače WNBA, ki so želeli gledati finale ženske košarke, namreč ker na koncu niso mogli gledati tega finala na prvem programu, zato ker so za Dallas igrali neki, vsaj za njih verjetno neznani igralci, niti Luka in Kristaps nista igrala. Tako da je bilo treba še malce počakati, res dražijo v Dallasu s to dvojico, hype se dviguje, se ustvarja in potem po noči prva tekma. Končno smo lahko videli, približno videli, dobili prvi uvid, prvo sliko o tem, kako bosta zgledala Luka in Kristaps skupaj na parketu, Luka in KP, kako bo zgledal njun pick and roll, njun pick and pop. Videli smo obe različici in videli smo, da to, kar je omenjal tudi Luka, ta zarjavelo se malce pozna. Ne samo Luka, tudi KP je zgrešil nekaj metov, za katere domnevam, da jih bo brez težav in z visokimi odstotki zadeval, ko se sezona začne. Nekaj povsem odprtih trojk, ki jih je dobil tudi za voljo Lukove organizacije. Luka namreč v prodorih nase pritegne ogromno pozornosti nasprotnikove obrambe, nase navleče več igralcev, pogosto tudi KP-jevega obrambnega igralca pogosto nase navleče enega, dva, včasih celo 3. In potem seveda svojim fantastičnim pregledom vedno najde tistega, ki je najbolj sam, ki je v najboljši priložnosti za met. In sinoči je Porzingis zgrešil nekaj povsem odprtih metov, ki jih bo zagotovo zadel. Tako pa tudi Luka, kot sem že omenil v samem uvodu, je zgrešil nekaj polaganj, nekaj trojk, step back trojk. Namreč potrebno je vedeti, da je on lani step back trojke težke trojke zadeval z izjemno visokimi odstotki, tam 37% je bil pri step-backih, ogromno jih je tudi vrgel in je bil skupaj s Hardenom daleč pred vsemi ostalimi igralci po številu step-backov in tudi odstotkih, daleč pred, še posebej, ko govorimo o tistih, ki vržejo več step-backov. Luka je celo step-back trojke metal z višjim odstotkom kot recimo bolj tradicionalne jumper trojke, skok shoot trojke. Tako da to je met, ki je zanj izjemno močno, pomembno orožje, kot seveda vsi dobro veste, in za katerega ne dvomim, da bo močno orožje tudi naslednjo sezono in seveda v prihodnosti. Tako da ta prvi uvodni večer lahko pripišemo ta slabši met pri Luki in pri Porzingisu tudi tej zarjavelosti. Oba sta namreč iz igre metala 7-18, torej identično število metov, identičen odstotek. Čeprav je Luka igral skoraj 10 minut več, 9 minut več kot KP,
Luka je igral na koncu največ, 4 minute več kot igralec, ki je bil drugi po minutah. Tim Hardaway Jr. 4 minute manj kot Luka, ostali pa vsi tam nekje okoli 20, Luka je igral 28 minut. Porzingis pa 19, tako da za to prvo tekmo tudi pri Porzingisu bodo verjetno počasi stopnjevali minute in bo na začetku zagotovo igral manj kot Luka na začetku sezone. In verjetno tudi na koncu. Mislim, da bo razlika med obema po minutaži, kar nekaj minut bi znala biti ta 3, 4, morda celo 5 recimo. Tukaj je pa seveda tudi veliko odvisno od tega, kakšni kondiciji bo Luka. Več, ko bo Luka lahko igral, sem prepričan, da ga bo Carlisle imel na parketu, imel v igri, toliko kot bo Luka zmogel. Medtem ko za Porzingisa, in s tem sva recimo tudi z Blažem že govorila v prejšnjih podcastih, bodo v Dallasu izvajali tako imenovani load management, torej njegove minute, igralni čas kontrolirali in tudi tekme, ki jih bo odigral. Ne vemo, koliko tekem bo izpustil, ampak tako kot Kawhi lani, recimo, ki je počival back-to-back in ni igral nobenega back-to-backa, bo verjetno podobno s Porzingisom. To je določen faktor, ki bo seveda na koncu tudi vplival na uspeh Dallasa, ker jasno je, da Dallas rabi oba. Rabi Luko, rabi Porzingisa, rabi oba na izjemno visokem nivoju, na all-star nivoju, če tako rečem, če bodo seveda želeli računati na mesto v končnici, na tem divjem zahodu, ki bo letos še bolj divji, samo še težji, samo še bolj zahteven, bolj težak, bolj konkurenčen, ratuje zahod na eni strani, na drugi strani pa vzhod seveda precej lažji. Povsem možno je, da recimo bo na zahodu toliko zmag potrebno za 8. mesto, torej tisto zadnje mesto, ki še vodi v končnico, kot na vzhodu za recimo 3., 4. ali morda 5. mesto. Razlika bo nedvomno zopet velika in na tem zahodu, kot sem dejal, bodo potrebovali oba na izjemno visokem nivoju. To prvo tekmo oba sta napolnila statistiko. Tudi zaradi tega, ker recimo preostali del ekipe, preostali igralci, Dallas je sestavil močno klop, dobro klop, pripeljal igralce, ki so do sedaj v preteklosti že se izkazali kot recimo dobri igralci s klopi, učinkoviti igralci s klopi, vendar na drugi strani so pa še povsem nedokazani kot starteri, kot igralci prvih peterk. Z izjemo pravzaprav Luke in Porzingisa to velja skoraj da za vse ostale igralce v Dallasu, zato seveda bo ogromno odvisno, vse odvisno od tega. Dallas bo šel tako daleč, kot ga bosta odpeljala Luka in Porzingis, in glede na ta load management, ki sem ga že omenil, namensko počivanje, šparanje Porzingisa, bo seveda še toliko več odvisno od Luke na tistih tekmah, ko Porzingis ne bo igral, da ne bodo izgubili recimo rdeče niti. Pričakujemo seveda, da bodo ves čas nekaj zmag oddaljeni od tistega mesta, ki še vodi v končnico, ali pa recimo nekaj zmag prednosti imeli pred zasledovalci, recimo zmaga 2, 3, 4, morda največ, celo dvomim. Mislim, da več kot 4 zmage ne bodo ločile Dallasa in pa njihovih najbližjih zasledovalcev v boju za končnico. Zelo natesno bo. Vsaka zmaga bo štela, vsaka tekma bo pomembna in ob 82 tekmah je seveda to pritisk in koncentracija, ki bo potrebna čez celo sezono. Res ne čaka lahka naloga Luko in Porzingisa, še posebej glede na ta pričakovanja. Kot sem dejal, oba sta metala relativno slabo. Luka na koncu 21 točk, 8 skokov, 5 podaj, 3 ukradene žoge, samo 2 izgubljeni. Torej, solidno je napolnil statistiko v teh 28 minutah. Kristaps je bil še malce bolj točkovno učinkovit v 19 minutah, 18 točk, torej praktično točka na minuto, ampak tudi vrgel je praktično vse, kar je dobil, in to bo verjetno tudi med samo sezono. Porzingis ni podajalec, morda celo največja slabost v njegovi igri je relativno slab pregled.
Ampak zato ga tudi nimajo. On je v Dallasu zato, da dosega koše in brani obroč v obrambi, čuva obroč, blokira čim več polaganj in lahkih metov blizu koša. Kot sem dejal, 18 točk, 7 skokov, 2 podaji, to je celo dobro, ker v karieri ima eno podajo na tekmo povprečje in dosti več nikoli ni imel v New Yorku, tako da 2 je že super. In to je produkcija, ki bo seveda potrebna od teh dveh z višjo učinkovitostjo, s precej višjo učinkovitostjo. Še posebej bo ta višja učinkovitost pomembna pri Porzingisu. Luka bo kot tisti primarni organizator in vse tako deluje, da bo res, in to je tudi potrdil Carlisle, da bo organizator od prve tekme dalje. Vemo, lani so ga postavljali na 4, 3, 2, 1 proti koncu sezone, vedno več na 1 in potem na koncu sezone je res nekaj tekem, še posebej po vseh tistih menjavah, odigral skoraj da ekskluzivno na 1, ampak predtem pa vemo, sezono začel na 4, 3, igral na 2 in bile so tekme, kjer po več napadov zapored, več minut zapored se ni dotaknil žoge. Vendar naslednjo sezono zagotovo ne bo tako. Luka bo prvi organizator, zato seveda vsi pričakujemo, da bo tudi dvignil število podaj. Lani 6 in glede na vlogo, večjo vlogo letos seveda mislim, da lahko s precejšno gotovostjo napovemo, da bo imel recimo vsaj kakšnih 8, morda celo 9 ali pa se približal 10 podajam na tekmo, ampak mislim, da tistih 8 podaj na tekmo je skoraj da minimum. Tudi verjetno neko podobno število skokov, namreč Dallas nima kakšnih izrazito dobrih skakalcev, verjetno bo breme skoka počivalo ravno na Luki in tudi Porzingisu. Zdaj, Porzingis tudi ni najboljši skakalec, na to je vplivala tudi njegova, recimo temu šibkejša postava, bolj vitka postava, pri tej višini ni nekako se znašel v boju pod obročem, ampak zdaj se je malo jačal in bo verjetno skupaj z Luko on tisti, ki bo moral skrbeti za skok in Porzingis bo moral zadeti te odprte trojke, ki sem jih že omenjal, ki mu jih Luka prideja. Enako pa velja tudi za druge igralce in to bo tudi povezano na koncu seveda z Lukovim številom podaj, oziroma od tega bo odvisno njegovo število podaj. Če bodo njegovi soigralci imeli dobre ostrostrelske sezone, dobre šuterske sezone in solidne odstotke meta za 3, bo seveda Luka vse lahko približal tem 10 podajam in bil blizu morda celo poziciji enega od najboljših podajalcev lige. Na drugi strani pa seveda, če bodo imeli slabše ostrostrelske sezone in morda je to neka pomanjkljivost v ekipi, pomanjkanje ostrostrelcev, izrazito dobrih strelcev, poleg Porzingisa in recimo Seta Curryja, kakšnih izrazitih ostrostrelcev nimajo in bo tudi tukaj veliko breme počivalo na Luki. Tako da ja, v končni fazi se v bistvu vedno vrnemo na tisto, kar sem dejal v samem uvodu. Vse bo odvisno od tega, kako dobra bosta Luka in Porzingis, ali bosta igrala na All-Star oziroma kar All-NBA nivoju, verjetno bosta morala oba dva biti tam nekje med 20-25 najboljšimi igralci lige, če bo Dallas želel resno računati na končnico. Tudi recimo Carlisle je že povedal, da ostali igralci, prva peterka še ni določena, namreč dejal je, da bo rotiral v prvi peterki igralce, da edina 2 igralca, ki imata že zagotovljeno mesto v prvi peterki, sta seveda Luka in Porzingis. Ostalo je pa fluidno, verjetno z dobrimi predstavami v pripravljalnem obdobju bi si lahko Tim Hardaway zagotovil to mesto, Powell bi znal biti prvi center, tudi Delon Wright je verjetno vsaj na začetku predviden za tistega na večini tekem za prvega organizatorja, ampak ja, tako kot je Carlisle dejal, stvari bojo fluidne ravno zaradi tega, ker seveda vsi te igralci, ki so jih pripeljali, niso še preverjeni igralci prvih peterk, se še niso dokazali kot igralci prvih peterk, niso bili konstantno dobri v prvih peterkah in zato bo verjetno tudi Carlisle več eksperimentiral. Tako mislim, da je to več ali manj vse, kar lahko v prvih vtisih povemo. Na našem Sportinfo.si Twitterju lahko najdete tekme, spremljamo, ne samo košarkarske, tudi nogometne, v živo s posnetki, komentarji,
komentarji, izjave najdete po tekmah, tako da vam seveda priporočam, da se naročite na naš Sportinfo.si Twitter in tam seveda lahko tudi postavite kakšno vprašanje. Zdaj pa mislim, da lahko kar besedo prepustim še Blažu in bo on strnil nekaj vtisov o tem prvem tednu priprav, potem pa seveda še odbojka, zato ker gremo veselo na delo. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies. I'll give him this energy. Jojo, Blaž, lep pozdrav tudi tebi. Si pripravljen za delo? Ready, steady, go? Sem. Pozdravljen. Si slučajno ta pretekli teden spremljal kaj predstavitve ekip naših NBA igralcev, Dončića, Dragića, Čančarja, ki so imeli tako imenovane media day, medijske dneve in na njih spregovorili o njihovih načrtih za novo sezono? Ja, nekaj malega sem spremljal, predvsem zahvaljujoč tebi, ki si na našem YouTube kanalu objavil tisti posnetek Luke Dončića, v katerem je razlagal, da spremlja slovenske športnike in da je zelo vesel, kakšen fenomen smo, da 2-milijonski narod rata pod prvak v odbojki, Roglič, Lavoelta in tudi seveda imel v mislih vse druge športne dosežke v zadnjih letih. Pa mogoče je dobro, če ta klip kar poslušamo. I have an important Slovenian sports question for you, by the way. This is something I enjoy watching. Do you know or are you friends with or have any relationship with Primož Roglič? I mean, I know who he is. Sure, okay. Did you watch, he won the Vuelta a España, the Tour of Spain, yes. Basically, that happened in September. So, and Pogačar, he finished third. So I didn't know if you guys, if you stayed up with that, if you followed that, if you knew those guys, or it was just kind of knew them from a distance. Or... No, I knew those guys. I mean, I always follow Slovenian sport, Now Sure. Just the volleyball team was second in the European Championship, so I follow all the Slovenian sport. And it just, it's a pleasure to see a lot of Slovenians make it, We're just 2 million people and we make a lot of good things. Well, I love when your fans come to the game. Well, that scene in Miami last year was really just... I hope they come again, yeah. Well, they can also come here, Yeah. right? You got to get them to come here. Yeah. We'll try. Ja, samo 2 milijona nas je in nam uspe veliko izjemnih stvari, kot je rekel Luka v angleščini. Tudi na drugi strani Atlantika govori o tem slovenskem športnem fenomenu, v katerem bova midva zdaj rekla kakšno besedo. Pa mogoče prej greva res na to odbojko. A ti je še kakšna taka stvar padla v oči ali pa v ušesa? Ja, po svoje sem bil vesel, ko sem slišal izjavo Luke Dončića, da ima v letošnji sezoni cilj, da bi bil najboljši podajalec v ligi, se pravi, da bi zbral v povprečju največ podaj na tekmo v celotni ligi, kar je v bistvu kar visok cilj in prav je tako, da ima tak cilj. Potem na drugi strani Goran Dragić, ki je brez kančka dvoma na vprašanje, ali še lahko igra na All-Star nivoju, odgovoril, da ja. Tudi, posnetki iz treningov kažejo, da zgleda zelo dobro. Seveda bomo videli, koliko posledic je pustila tista poškodba, kar se bo videlo seveda na dolgi rok. V začetku sezone ponavadi to niti ne pride toliko do izraza. In pa seveda Čančar, ki po izjavah zelo dobro že gradi kemijo z Jokićem, baje se zelo dobro razumeta izven parketa, da sta že prava prijatelja in o tem in vsemu bova govorila več v prihodnjih podcastih, ko se bodo začele pripravljalne tekme, ko bomo imeli nekoliko bolj konkreten uvid v te začetne taktike in želje trenerjev. In tudi videli bomo, kakšne bodo vloge naših igralcev v moštvu in ali bo situacija recimo pri Luki taka, da bo postavljen v vlogo, kjer bo glavni kreator, potem mislim, da je tisti njegov cilj tudi možno doseči. Tako da ja, ampak vse v naslednjih podcastih, sedaj pa predlagam, da greva čim prej na odbojko in na ta fantastičen uspeh. Servira kapetan poljske reprezentance. Kako se bo on odzval? Slovenija je v finalu! Slovenija je v finalu drugič! Tudi tokrat je padla Poljska. Poglejte to vzdušje v Stožicah. Sansko, neverjetno, pravlično. Slovenija bo igrala v nedeljo v Parizu v finalu. Ponovila je uspeh izpred 4 let. Ampak zdaj od višine se zvrti. Zadnje tedne je bila v Sloveniji prava odbojkarska euforija. Celotna država je zopet dihala z eno slovensko reprezentanco.
In moram reči, ena stvar, ki mi je vedno tako zanimiva pri ekipnih športih, ko govorimo o ekipnih športih, vedno rečemo, mi smo zmagali, mi smo izgubili, vedno govorimo v prvi osebi množine. Poraze nekako doživljamo kolektivno, tudi navijači poraze doživljamo kot svoje, zmage doživljamo kot svoje, mi smo napredovali, mi smo izgubili. Medtem ko pri individualnih športnikih pa te uspehi, mislim, da tudi na nek način razumljivo, dosti bolj pripadajo seveda posamičnim športnikom, recimo izjemni Roglič, zdaj ko je zmagal Vuelto, nismo rekli, mi smo zmagali Vuelto, rekli smo bravo Roglič, mojster si, car si, ampak ja, je zanimivo, no, to se mi zdi taka zanimiva stvar, da res lahko ekipni športi, še posebej te večji top 5 ekipni športi, svetovni, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, hokej tudi, res na nek način povežejo državo, povežejo vse Slovence kot nič drugega. In jaz, Blaž, sem par dni nazaj na našem Sportinfo.si Twitterju sem tweetnul, namreč po tistem uspehu naših odbojkarjev, ko so se prebili v finale, da v zadnjih 2 letih so košarkarji postali prvaki Evrope, rokometaši so osvojili bron na svetovnem, sedaj se pa zlata kolajna nasmiha še odbojkarjem. Nogometna reprezentanca je v vzponu z lepimi možnostmi za uvrstitev na Evropsko prvenstvo. 3 pikce, mi smo absolutni svetovni športni fenomen. In nekako v potrditev tega, ti moram reči, Blaž, sem spremljal tole finale na ruskem streamu, spremljal sem ruski stream z ruskim komentatorjem, ta je bil namreč najbolj kvaliteten. In je že v prvem setu, na začetku, začel govoriti o slavenskemu športnemu fenomenu. Nekaj takega. No. In našteval ravno to, govoril o uspehu naših košarkarjev pred 2 leti, rokometašev, odbojkarjev in omenjal tudi individualne športnike, omenjal tudi Rogliča in Ilko Štuhec in še nekaj drugih. In moram reči, tako 3-4 minute v prvem setu samo govoril o tem neverjetnem slovenskem športnem fenomenu in se ni mogel načuditi, kako lahko 2-milijonska država žanje take uspehe v, kot sem dejal, najbolj množičnih športih. Blaž, ti si pogledal eno zanimivo statistiko najbolj popularnih športov, neke različne lestvice. Ja, sem gledal neko lestvico popularnosti športov in recimo odbojka je zelo visoko na vseh teh lestvicah, 5, 4, 3 celo, seveda je v to všteto notri tudi koliko ljudi se z njo rekreativno ukvarja, ne samo koliko jo spremlja, ker vemo, da s spremljanjem odbojke, odkar recimo v Sloveniji ni več ACH Volija s prenosi, je to bolj, oziroma narobe sem se izrazil, ne, da ni ACH Volija, ampak ko ni več tako zelo dober, ko je igral v Ligi prvakov in podobno, nimamo več nekih prenosov, res kvalitetne profesionalne odbojke, ampak zraven je všteto seveda tudi, koliko ljudi se s tem športom ukvarja in je povsod zelo visoko na teh lestvicah. Po vseh evropskih državah in tudi največjih svetovnih državah je to eden izmed, kot sem dejal v samem uvodu, 5 najbolj popularnih svetovnih moštvenih športov. In po evforiji, ki ga je ustvaril sedaj v Sloveniji, moram reči, da me to sploh ne čudi. Kot sem dejal v samem uvodu, sem laik, ko gre za odbojko, namreč košarka in nogomet je tisto, kar mi vzame praktično ves čas. In mi je bilo prav žal, tako ko sem spremljal te tekme, da preprosto, ko si ti rekel, da ne moremo v Sloveniji spremljati več odbojke, vrhunske odbojke, ker bi si pogledal kakšno tekmo, seveda je vprašanje časa, ampak vprašanje tudi dosegljivosti teh tekem. Tudi to je verjetno topika zase, ampak to je topika tudi, ko govorimo o NBA in košarki in bo verjetno to topiko prihranila za kakšen prihodni podcast. Zdaj pa je verjetno najbolje, da malo analizirava, predvsem tvoje strokovno oko, poda kakšno oceno, kako si ti videl. Tisto, kar je moje nestrokovno oko opazilo, je predvsem dominanca servov v bloku. Res so blokirali ogromno udarcev. Na drugi strani pa naši se meni niso zdeli tako uspešni in je veliko udarcev našlo svojo pot, veliko točk so si na tak način Srbi pridobili. Kaj si pa ti videl, no? Predvsem, kar sem jaz opazil po koncu tistega prvega dobljenega niza, v katerem so res igrali dobro, ampak vemo, da so Srbi že znani na tem prvenstvu, potem, da na začetku radi recimo zaštartajo bolj počasi, ampak se jim večinoma to ni maščevalo.
Potem pa so Srbi dejansko prišli v ritem in našim niso pustili niti dihati. In jaz mislim, da je to predvsem posledica izpraznjenosti slovenske reprezentance. Vem, da se bo to rahlo čudno slišalo, ampak naša slovenska reprezentanca kot ekipa je izjemno kakovostna, nima pa izjemno kakovostnih posameznikov, kot recimo imajo druge reprezentance. Pa zdaj ne mislim s tem, da Slovenci nimajo kvalitetnih individualnih posameznikov, ampak imamo 2-3 res vrhunske, potem imamo nekaj res dobrih, nimamo pa, da bi imeli celotno ekipo, vrhunsko ekipo, kot imajo to nekatere večje reprezentance, ki imajo tudi večji pool igralcev. In kaj hočem s tem povedati, je to, da recimo Slovenci so mogli proti Poljakom in proti Rusom odigrati na 110%, da so naredili rezultat in na koncu rezultat tudi ni izostal. Proti Srbom je pa na koncu, mislim, da vse to pustilo rahlo posledice in mislim, da oni niso bili tako zelo sveži kot Srbi in to je, mislim, da na koncu ena izmed razlogov, ki je odločil poleg seveda individualne kvalitete. Se pa strinjam z tvojimi bloki, to potrjuje tudi statistika, čeprav v statistiki je nekoliko to varljivo, ker v statistiki piše, da so Srbi osvojili 14 točk z blokov, medtem ko Slovenci 10, ampak v to statistiko so vštete res samo neposredne točke po blokih, ne pa tudi tiste blokade, ki pač so jih potem recimo Slovenci rešili, pa imeli ponovno napad, ampak recimo veliko pove pa naslednja statistična kategorija in to je pač procent uspešnosti napada in Srbi so imeli 56% uspešnost zaključevanja svojih napadov, medtem ko so Slovenci zaključevali le z 35%, kar pa je za finale oziroma za nekoga, ki želi biti evropski prvak, je to bistveno premalo in nasplošno bom rekel, celotna reprezentanca ni bila na nivoju, kar v bistvu niti ni nič narobe s tem. Pač Srbi so enostavno boljše reprezentance in to se je na koncu pokazalo tudi na recimo temu parketu. To, kar si omenil, Blaž, da imajo Srbi boljše posameznike, jaz sicer pogosto berem o tej zlati generaciji slovenske odbojke, o fenomenalnih odbojkaših, ampak ti verjetno, ker bolj poznaš klubske razmere tudi, kje igrajo te igralci, veš seveda, za kakšno razliko v kvaliteti igre so te tvoje predstave precej boljše, ker meni se namreč zdi tako kot laiku zopet, da je odbojka šport, kjer preprosto zmaga tisti, ki ima boljše igralce. Zdaj, seveda ti lahko rečeš, da verjetno to ni temu čisto tako in verjetno ni glede na to, da smo premagali Rusijo in Poljake, ki imajo verjetno tudi boljše individualne igralce kot mi, pa mi lahko ravno to pojasniš, recimo, kaj je bilo morda v taktični pripravi, potem ali pa kakšne razlike so bile na tistih tekmah, kaj je bil razlog za to, da smo tam tako dobro igrali na teh tekmah proti Poljakom in Rusom in danes prikazali precej slabšo predstavo. To je zagotovo res. Jaz sem to pripisal tako, da se ponavljam kot laik, recimo pritisku, da so verjetno tudi malce podlegli pritisku velikega finala, ampak ne vem, kaj pa ti praviš? Jaz pa mislim, da ni bil toliko pritisk tisto, kar jih je na koncu sesulo. Jaz bom rekel tako, če gledamo preko katerih ekip je šla Srbija do finala, pa preko katerih ekip je šla Slovenija do finala, dejansko Slovenija opravila izjemno veliko delo. Bolgarija je tudi po tej svetovni lestvici pred Slovenijo, Rusija aktualni evropski prvak oziroma sedaj je to Srbija, Poljaki aktualni svetovni prvaki, ne, in na drugi strani pa je Srbija, da je prišla do finala, govorimo o teh izločilnih bolih, premagala Ukrajino, ki sicer je v vzponu, ampak ni to reprezentanca na nivoju Bolgarije in pa potem favorite prvenstva Francoze in dejansko ta tekma s Francijo je bila njihova prva, v narekovajih, resna tekma na izločanje in so vsaj za moje pojme prišli nekoliko bolj sveži v finale, kot pa sem že omenil. Naši morajo igrati vse te tekme na 110%, ker enostavno pač kot kolektiv so izjemno dobri, ko dajo vse od sebe, ko se borijo za vsako žogo, medtem ko te boljše reprezentance lahko včasih s kakšno individualno genialnostjo rešujejo tekme, tega pa pač žal Slovenija ima, bom rekel tako, v promilih napram ostalim reprezentancam, ampak ekipni športi, vse to veš povsod, ekipni športi ponavadi lahko z dobrim ekipnim duhom in dobro pripravo, taktično pripravo na nasprotnika lahko dejansko narediš boljši rezultat, kakor pa morda tvoji individualni igralci dopuščajo in to je povsod
v ekipnih športih in to je tudi en čarov ekipnih športov. Kaj pa bila recimo razlika med tekmami od Poljske in pa sedaj Srbije? Jaz mislim, da so se Srbi bistveno bolje pripravili na Slovence, kot so to naredili Poljaki in pa Rusi. Rusi in Poljaki so oboji šli rahlo z lako čemo, če lahko tako rečem, v tekmo, medtem ko Srbi so pač prišli pripravljeni na to, da posežejo po zlati medalji, prišli so ubijati v narekovajih in potem še nekoliko psihično so naši padli, ko so videli, da jih dejansko dominirajo Srbi in rezultat na koncu je bil, kakršen je bil. Moram tudi povedati to, da so Slovenci pred tem evropskim prvenstvom odigrali že 2 pripravljalni tekmi z Srbi in obe so izgubili, eno sicer z 3-2, drugo 3-0 in na koncu enostavno, jaz mislim, da zmanjkalo je na koncu energije, no, predvsem mislim, da energije. Upam si trditi, da če bi se finale igralo v Stožicah, da bi verjetno Slovenci dobili na koncu zlato medaljo, tako pa je bila še ta pot v Francijo. Enostavno vse skupaj je nekoliko pustilo posledice in tiste 2 odlične tekme, ki so jih emocionalno izpraznile proti Rusom in Poljakom in na koncu, bom rekel, tudi zasluženo srebrna medalja. Ampak, se sva oba navijača, pač ti zgrenek priokus pa na koncu vse ostane in pač si želiš, da bi naši pač na koncu šli še tisti zadnji korak in šli do konca. Ja, mislim, da lahko tisto, kar lahko rečemo, je, da so naši osvojili srebro, ne pa izgubili zlato. Oni so odlično igrali in jim je uspel izjemen podvig, na koncu pa ja, nismo šli čist do konca, šli smo skoraj do konca. Tako kot je seveda grenek priokus ostal recimo Srbom na Eurobasketu 2017, ko smo jih pa premagali in ne dvomim, da se bomo za Srbi, ki zdaj postajajo že naši, bi temu rekli, rivali na največjih svetovnih odrih, v največjih športih, košarka, zdaj odbojka, finale, res ne dvomim, da se bomo naslednje poletje zopet z njimi pomerili, da bo priložnost za revanšo naslednje poletje se ponudila v kvalifikacijah za olimpijske ali pa morda kar na olimpijskih v finalu. No, se pravi, da ne bo zdaj pritožbe pod to izjavo, milijon pritožb, se seveda ne napovedujem finala na olimpijskih, ampak nikoli ne veš z Dončićem Blaž, kaj ne da? Ja, seveda. Jaz v bistvu na koncu bi še tole temo zaključil predvsem s tem, da tudi sam osebno čestitam slovenski reprezentanci za ta odličen uspeh, biti evropski podprvak. Evropska prvenstva so ponavadi bistveno bolj kvalitetna od recimo svetovnih prvenstev, vsaj kar se tiče nabora ekip in to je bolj kot ne v vseh športih, ker večina največjih reprezentanc prihaja iz stare celine in pač lahko jim rečemo samo kapo dol in upamo, da na naslednjem velikem tekmovanju ponovno posežejo po teh najvišjih mestih in po medaljah. Blaž, super, mislim, da si povedal vse, kar je bilo pomembno, jaz tudi nimam kaj za dodajati tukaj, tako da če se strinjaš, seveda, greva lahko kar na naslednjo temo. Ja, se strinjam s tem. Tako, Blaž, tekma Severna Makedonija, Slovenija je končana 2-1 za Makedonce. Gostovanje Slovencev v Makedoniji se ni izteklo po naših načrtih in seveda tudi po naših željah. Midva bova v nedeljo po tisti tekmi z Avstrijo, domači tekmi z Avstrijo, analizirala to oktobrsko kvalifikacijsko okno, torej te 2 tekmi sem malce zazrla naprej in tudi nazaj. Danes pa dajva, če se strinjaš, Blaž, se malo bolj konkretno držati te tekme, razen seveda, če ne želiš ti tudi kaj še o naslednji tekmi z Avstrijo povedati kot napovednik tiste tekme, ampak v vsakem primeru dajva najprej tale poraz z 2-1 analizirati. Jaz bom, preden ti podaš svoj pogled, tista moja izhodiščna točka oziroma tam, kjer se je vse začelo, moj prvi tweet ob spremljanju tekme je bil ta, da se mi je zdelo, da so bili Makedonci malce bolj obrambno postavljeni od prvotnih pričakovanj, da so se bolj potegnili nazaj in čakali na naše napake, ni bilo nekega konstantnega, konkretnega pritiska, ki smo ga morda, ali pa so ga morda nekateri pričakovali na začetku tekme, temveč je šlo za taktičen dvoboj, ki ga je verjetno na koncu potem
neverjetno, ampak ga je na koncu dobil makedonski selektor. Blaž, povej, se strinjaš in če podaš seveda tudi svoj pogled na to, kaj je šlo narobe, zakaj ta poraz? Ja, prvo kot prvo bi jaz rekel, da jaz sem dejansko pričakoval, da bo Makedonija igrala tako, kot je igrala, res da so lovili rezultat in sistem izboljšajo možnosti za uvrstitev na Euro, ampak oni imajo reprezentanco podobno kot mi, ki je dobra v fazi defenzive oziroma lahko igra zelo dobro, ko prepusti nasprotniku pobudo in Slovencem se je ponovno pokazala ta hiba, ki smo jo opazili že na nekaterih prejšnjih tekmah, da enostavno imamo ogromno težav z lomljenjem reprezentanc oziroma ekip, ki se postavijo v ta, recimo temu nizek blok, v to nizko linijo obrambno in je enostavno ne moremo prebiti in takrat naša igra ne pride do izraza, ker smo bistveno boljši, ko mi prepustimo nasprotniku pobudo in verjetno ni nič kaj čudnega, da smo najboljšo tekmo odigrali proti Poljski, ki je imela, ne vem, tam mislim, da okoli 70% posež žoge. Razlog za to tiči predvsem v temu, vsaj na današnji tekmi, pa deloma je to tudi že bilo na tekmi za Izraelom, da enostavno, ko pridemo v napadalno polovico oziroma morda do napadalne tretjine, je igra enostavno preveč statična. Napadalci se brez žoge ne gibljajo, vse skupaj potem izpade zelo, bom rekel, neatraktivno oziroma nedinamično, vedno bolj se potem podaja žogo nazaj ali na krilo ali pa nazaj obrambnim igralcem in to je predvsem posledica tega negibanja in recimo velikokrat smo lahko potem opazili, da je Iličić driblal 3, 4, 5 igralcev, sploh ni oddajal žoge, ki bi jo moral bistveno hitreje oddajati, pa je ni. Predvsem zaradi tega, ker ni imel komu oddati, ker se mu igralci niso ponujali. Edini, ki je nekako probaval s tem gibanjem, je bil Šporar, ampak samo en igralec pri taki obrambni postavitvi, kot so imeli Makedonci, enostavno ni dovolj. In dejansko vse je nekako šlo z roko v roki. Ti ekipe, kot je Makedonija, ki se brani, premagaš tako, da se veliko giblješ in da hitro oddajaš žogo in da žoge hitro kroži na ta način, potem izigraš obrambo in prideš do priložnosti za zadetek. Nekaj, kar pač mi danes nismo počeli in potem, kot sem že povedal, gre z roko v roki, premalo gibanja, prepočasne podaje, posledično se z lahkoto braniš na tak sistem in napad je bil dejansko popolnoma sterilen. Res je, Blaž, tako kot si omenil, Šporar je to tekmo deloval precej odrezan, malo dotikal žoge, tudi takrat, ko se je recimo nekajkrat lepo odkril, ga niso videli. Zdaj, Iličića si omenil, meni se zdel, da je dobro začel tekmo, bil med najbolj aktivnimi, na začetku nekaj lepih priložnosti ustvaril soigralcem, ki so žal ostale neizkoriščene, na koncu pa je tudi on nekako padel, se mi zdi, v nekako sivino celotne ekipe in določeni simptomi, ki so pestili našo ekipo na tej tekmi, so seveda pestili tudi Iličića. Pa bi te jaz mogoče vprašal, verjetno bo še kakšno stvar v obrambi povedal, ampak me zanima tvoje mnenje o naših bočnih igralcih in situaciji, ki trenutno vlada na boku. Jokić je bil recimo poškodovan, vendar on se tudi stara. Nekako se zdi, da je morda celo to najšibkejša točka naše igre, nekako prehod iz obrambe v napad. Blaž. Mislim, ti dejansko ne potrebuješ bokov za hiter prehod. Hiter prehod ti imaš, ko igraš naproti napade in recimo boki so zelo dobro igrali na tekmi s Poljsko, ravno o tem sem prej govoril. Zdaj, situacija na splošno glede naših bočnih branilcev je pač taka, da imamo, kar imamo. Bom rekel, zame osebno je Balkovec bistveno boljši od Jokića. Ne govorim kot karierno, ampak v tem trenutku Jokić je le star, razen izkušenj in po nekaj tehnike ima težave predvsem z fizičnim delom, aspektom igre, kjer je Balkovec bistveno boljši, tudi podajati zna Balkovec bistveno bolje od Jokića, predvsem tukaj mislim na predložke, ampak na tej tekmi to ne pride do izraza. Saj pravim, pač enostavno, ko ni veliko gibanja, ti tudi bočni branilci potem ne pomagajo s širino, da bi razvlekel nasprotnikovo obrambo, ker
Se pravi, ni gibanja in lahko se vsi postavijo, pokrijejo svoje igralce in potem je to. Na drugi strani Stojanović lahko da zelo veliko v napadu, njegova težava je pa obrambni del igre in ravno zaradi tega Bezjak potem igra na tistem desnem položaju, ki je tisti garač, ki potem teče gor in dol po igrišču. Včasih je bil to Rudonja, če se spomnite, zdaj je to Bezjak in on dejansko potem pomaga, da pokriva napake, ki jih počne Stojanović, ko v bistvu včasih zelo rad odtava malo preveč v napad in takrat Bezjak pokriva njegove napake in je recimo zanimivo, da ravno tega Bezjakovega dela se ne vidi tako zelo, kot bi ljudje mislili, ampak golo pa načeloma po desni strani ne dobivamo, razen pač izjemo danes, ko je bila tista kontra, ampak tista kontra je pač že stvar debate, ko loviš rezultat. Zanimivo, Blaž, pa morda bi lahko kakšno besedo še rekel, oziroma me zanima tvoje mnenje o prvem golu, ki je padel takoj po menjavi Krhina, vemo, večno kritiziranega Krhina. Položaj tega zadnjega veznega igralca je bil v naši reprezentanci recimo nekje tam vse od upokojitve Korena dalje, recimo neka problematična pozicija, ampak se zdi, da je v zadnjih tekmah, v teh kvalifikacijah pod Kekom Krhin igral precej bolje in se pravim, gol je pa padel takoj po njegovi menjavi in on je recimo ravno ta naveza nas je ubila, Pandev, Elmas pri prvem golu in Elmas potem tudi pri drugem. Je Krhin recimo predtem preprečil nekaj nevarnih situacij, ki sta jih kreirala ta dva igralca, potem pa gol takoj po njegovem odhodu in me zanima še tukaj tvoje mnenje, Blaž. Ja, jaz se strinjam, da je Krhin dvignil nivo igre. Njegov glavni problem je to, da fizično enostavno ni sposoben odigrati 90 minut na enako visokem nivoju. Še večje težave pa ima, če odigra 2 tekme v 3-4 dneh, se pravi 2 tekme v enem tednu. To je predvsem posledica tega, ker v klubu ne igra veliko. Njegove, bom rekel, sposobnosti so pa nesporne. Ampak kar se pa tiče tega gola, ki je bil sproduciran strani Makedonije, bom pa tako rekel, da jaz ne bi direktno povezoval tega s Krhinovim odhodom, kolikor je bila rahla napaka z naše strani v obrambi, ko so nekoliko prepozno skočili v blok oziroma agresivno prijeli Pandeva, je on v bistvu odigral eno izmed najlepših potez na tekmi. Pač kot pravijo, class is permanent in to je pokazal Pandev s to podajo, ki je v bistvu našla luknjo dejansko skozi Šivankino uho in fantastična poteza, dejansko en tak magičen trenutek na tekmi in na koncu je ena briljantna poteza odločila to tekmo. Pustimo tudi to, da je zaključek bil tudi izjemen in se ta makedonski napadalec, ki je tudi soigralec Zajca, razvija v fantastičnega napadalca in imajo v njemu Makedonci kar lep kapital za prihodnost. Je bila ta poteza, morda ta magični trenutek, tisto, kar je odločilo to tekmo in bolj odločila magična poteza Pandeva, kakor pa naša napaka v obrambi. Blaž, se strinjam, poteza Pandeva je bila genialna, je bila izjemna pri 36 letih. Ja, še vedno ni izgubil tega dotika, občutka. Na drugi strani pa vendarle mislim, da je in verjetno bi zato bila potrebna neka bolj konkretna analiza pozicije igralcev, da je vendarle odhod Krhina malce spremenil postavitev v obrambi in morda je to na nek način tudi botrovalo, ampak seveda take genialne poteze, kot je bila ta Pandeva, na koncu niti nima veze, kakšna je postavitev, ker so to prebliski, ki pogosto botrujejo golom, ne glede na obrambo. Midva bova, kot sem dejal že sam v uvodu te debate, v nedeljo po tisti zdaj seveda absolutno nujni potrebni zmagi, upam, da zmagi seveda posnela analizo tekme z Avstrijo.
tudi če ne bo zmage, če bo prišlo do poraza, bo seveda spregovorila o tem kvalifikacijskem krogu. To bi bilo seveda precej žalostno po 2 zmagah, izjemnih zmagah v zadnjem krogu. Zdaj ne bom razmišljal o tej možnosti, o možnosti 2 porazov, ampak optimistično napovedal zmago. V vsakem primeru pa midva analizirava tekmo in ta krog kvalifikacij. Tako da, če ne bi tukaj še kaj dodal, Blaž, bi se jaz ti zahvalil in se poslovil. Ne, dejansko ne. Edino, kar bi mogoče dodal, je, da zdaj od tukaj naprej moramo zmagati vse tekme, če želimo biti odvisni sami od sebe. Če kakšno tekmo izgubimo, remiziramo, potem žogica ni več na naši strani igrišča in moramo čakati, kaj bodo storili drugi naši nasprotniki in konkurenti za to drugo mesto, za uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Tako da, če zmagamo vse, gremo 100% na Evropsko prvenstvo. Če ne zmagamo vsega, smo odvisni od drugih in zelo težka naloga je pred nami. Težka naloga, ne pa nemogoča. Blaž, hvala, da si se vzel čas in se slišiva potem po tekmi z Avstrijo. Velja, adijo. Ajde.